V sredo 4. februarja smo imeli javno razpravo na Filozofski fakulteti v zvezi z nezadostnim financiranjem pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Odzvali so se prav vsi dekani, kajti vse članice smo enotnega mnenja, da kakršnokoli dodatno krčenje sredstev za leto 2015 nas lahko pripelje do propada naših strok oziroma raziskovalnih disciplin. Krčenja izvajamo že vrsto let, to finančno podfinanciranje se že pozna na kakovosti našega dela, to občutijo že tudi študenti. In pravzaprav smo prišli nekako do roba, ko poti več v krčenju ne vidimo. Nekdo pač od zunaj bo moral prevzeti odgovornost za drastični propad po 95 letih Univerze v Ljubljani za celo vrsto disciplin in znanstvenih strok. To je resno opozorilo politiki in javnosti, da ne gre za neke kaprice posameznih članic oziroma posameznih strok, ampak dejansko se pogovarjamo o obstoju. Zato smo tudi to javno razpravo poimenovali s Trubarjevimi besedami stati in obstati. Vlada, ki nam je ukazala pravzaprav, da moramo iti v bolonjsko reformo, je najbrž takrat računala neupravičeno, da bo študij z bolonjsko reformo cenejši, kot je bil predtem. Če zmanjšaš 4-letni študij na 3-letni dodiplomski študij na univerzi, potem si lahko morda kdo predstavlja, da je to ceneje, ampak je napačno, zato ker Bolonja predvideva manjše skupine in manjše skupine študentov in individualno delo z njimi seveda je dražje kot pa stari sistem, ki je bil v veljavi. Ni pa to edini problem. Potem so še pa izenačili bivšo 4-letno diplomo z 5-letnim študijem v bolonjskem sistemu. In to pomeni, da smo morali za isti denar pravzaprav izvesti 5-letnikov namesto 4-letnike in to se gotovo na koncu ne izide. Če na vse to dodamo še, da je vlada zmanjšala sredstva za visoko šolstvo, najprej za 10%, potem še za 5%, potem še za 5% in tako naprej. Seveda lahko ugotavljamo, da vsaj Fakulteta za družbene vede svojih študijskih programov v takem obsegu, kot jih je doslej, ne more več izvajati. Ne samo to, mi smo dosegli določene rezultate, kot da imamo določene študijske programe na različnih lestvicah med 200 najboljšimi na svetu, no te kvalitete seveda v bodoče ne moramo več dosegati. Pravzaprav smo prišli v položaj, ko se lahko vprašamo, koliko bomo lahko svoje poslanstvo sploh še izpolnjevali. In prav bi bilo, da se vlada vpraša tudi to, ali želi, da mi svoje poslanstvo še izpolnjujemo ali pa naj prenehamo s tem. Proračunska sredstva že dlje časa ne zadoščajo za normalno delo pravne fakultete in za pokrivanje vseh stroškov povezanih z izvajanjem nacionalnega programa visokega šolstva moramo na pravni fakulteti pridobivati dohodke na trgu. Ta stalen primanjkljaj sredstev se seveda pozna na različnih področjih. Predvsem lahko ugotovimo, da je kadrovska struktura na fakulteti izjemno stara, da že dlje časa ne zaposlujemo asistentov, da imamo popolnoma nemogoče razmerje med učitelji in študenti. Področje prava pa je seveda tudi zelo specifično na raziskovalnem področju, saj na področju prava ni sistemskih revij, ki bi bila vključene v osnovne indekse citiranosti, tako da tudi na tem področju pravzaprav je dostop do sredstev iz raziskovalnih projektov močno otežen.
Po drugi strani pa seveda ugotavljamo, da prav gotovo rezerve obstajajo, da na pravni fakulteti že nekaj časa zmanjšujemo število razpisnih mest za vpis v prvi letnik, po drugi strani pa država še zmeraj financira koncesionirane visokošolske zavode tudi na področju prava, pri čemer bi verjetno obe javni fakulteti, tako naša kot tista v Mariboru, zlahka povečali število študentov na ta način, da razpis koncesije ne bi bil več potreben. Veterinarska fakulteta je ena izmed 26 članic Univerze v Ljubljani. Gre za evropsko priznano oziroma evalvirano fakulteto, ta trenutek z statusom 1 od 2, torej gre za tako imenovani status approved, druga stopnja je akreditirana stopnja. Seveda, tako kot večina reguliranih fakultet oziroma reguliranih poklicov, kamor sodijo recimo tudi medicina oziroma farmacija, je študij tudi na naši fakulteti zelo drag, namreč gre za specifiko pri pedagoškem procesu, predvsem kar se tiče vaj. Študentje se srečujejo z živimi živalmi, ki pa seveda niso poceni. Potem so tukaj tudi v sklopu nadzora živil oziroma varne hrane, obiski živilsko-predelovalnih objektov in tako naprej, tako da tudi to seveda za sabo potegne visoke stroške. Za financiranje strani ministrstva oziroma preko univerze pokrije nekako tretjino ali pa mogoče četrtino sredstev, tako da preostala sredstva moramo zagotoviti z operativno dejavnostjo na naših klinikah oziroma na srečo je del veterinarske fakultete tudi Nacionalni veterinarski inštitut, tako da lahko seveda nekaj sredstev porabimo tudi z tega naslova, ne sicer direktno, ampak indirektno, torej ne govorimo o direktnih finančnih sredstev, ampak pravzaprav o osebju, ki ga lahko nekako vključimo v pedagoški proces oziroma tudi mogoče opreme. Zdaj, na drugi strani pa seveda, kar se tiče raziskovalnega področja, na raziskovalnem področju so razmere prav tako kritične. V zadnjih 4 letih smo dobili le enega mladega raziskovalca zaradi posebnega načina formule, torej oziroma na podlagi te formule se je izračunala kvota mladih raziskovalcev, tako je bilo sporočeno strani direktora agencije, bivšega direktora agencije, je pa obljubljeno, da po sprejetju novih pravilnikov oziroma novih meril, da bo morda boljše. Drugače so naši raziskovalci vpeti tudi nekatere mednarodne projekte, teh bi moralo biti več, kot jih je ta trenutek, ampak to velja pravzaprav tudi za večino ostalih članic. Nekako, če zaključim, po našem mnenju seveda bi moralo financiranje strani ministrstva biti vsaj v takšnem obsegu, kot je bilo leta 2011, kar je povedal že rektor, na nekaterih svojih nastopih, vendar osebno menim oziroma tudi vodstvo fakultete meni, da tudi to najbrž ne bo dovolj za kvaliteten študij. Sredstva za raziskovalno dejavnost so izjemno pomembna z vidika napredka samega narodnega gospodarstva. Predvsem so zelo pomembna za majhne ekonomije, kot je Slovenija. Če primerjamo recimo Slovenijo s Finsko, vidimo, da Finska recimo preko tako imenovane Academy of Science nameni skoraj 350 milijonov evrov za spodbujanje raziskovalnega dela tako na univerzah, inštitutih, kot tudi pri ostalih raziskovalcih. V Sloveniji ta proračun v zadnjem letu znaša okrog 140 milijonov evrov, bilo je tudi že več in mislim, da bi še nadaljnje krčenje tega denarja za raziskovalno dejavnost lahko sodno vplivalo na razvoj slovenske znanosti. Znanost ni nekaj, kar se lahko razvija enkratno. Denar za znanost mora biti zagotovljen kontinuirano in nek stabilen vir financiranja je izjemno pomemben. Predvsem je izjemno pomemben nek stabilen domač vir financiranja, že želimo več denarja dobiti tudi iz naslova evropskih projektov. Evropski denar seveda obstaja, ampak tiste države, ki so izjemno uspešne pri črpanju evropskih sredstev, imajo ponavadi tudi zelo dobro osnovo pri črpanju raziskovalnega denarja doma.
Zdaj, seveda, Slovenija se tukaj nahaja na neki prelomnici. Na nek način so seveda raziskovalci tista specifična skupina, ki bo verjetno zadnja, ki bo šla na ulice in se borila za svoj dodaten raziskovalni denar. Ampak tukaj je res treba pogledati kazalce, treba je tudi pogledati kazalce in samo razporeditev. Vsak evro, ki gre iz državnega proračuna, je treba zelo podrobno pogledati, kje bo torej prinašal največje rezultate, ne samo za samozanost, ampak tudi za družbo kot celoto. Naša podjetja rabijo raziskave, naša podjetja rabijo raziskovalne dosežke, kajti le tako lahko tekmujejo na trgih, na razvitih trgih z najboljšimi proizvodi. Zdaj, kar se dogaja v Sloveniji, je to krčenje denarja tako za univerze, kot tudi za inštitute. S tem, da moramo vedeti, da so na nek način tukaj univerze veliko bolj prizadete, kajti denar za pedagoški del se krči, inštituti na nek način dobijo sorazmerno veliko več denarja, kot ga recimo dobijo univerze za tako imenovano tisto stabilno financiranje. V Sloveniji recimo je stabilnega financiranja približno tretjina preko programskih skupin, ostalo je še vedno podvrženo konkurenci, kar je prav po eni strani. Po drugi strani seveda pa moramo vedeti, da brez dodatnega denarja, ne krčenja, pogovarjati se moramo o tem, da moramo v znanost vložiti še več, po drugi strani pa seveda morajo tudi kriteriji jasno nakazovati, da se podpira kvalitetna znanost, ne kar znanost vse povprek. Je za državo zelo pomembno, kakšen odnos ima do znanja. In bi se mogoče vrnil na kakšnih 50 ali 70 let v preteklost, ko so se rektorji uglednih ameriških univerz sestali s predsednikom ZDA in senatorji na pobudo prav teh, ker so trdili, da je izobraževanje predrago in kaj je treba narediti. In eden od teh uglednih rektorjev je rekel, sej, vi se končno lahko odločite, če se vam zdi znanje predrago, pa poskusite nevednost in boste videli, kaj je dražje. In seveda Američani so se odločili za varianto, ki jih je pripeljala do razvoja, kakršnega imajo zdaj. Pri nas tako videnje pogrešam, kar se vidi iz vsakoletnega krčenja sredstev za visoko šolstvo. Zdaj, če najprej nekaj o naši fakulteti povem, kakšne probleme ima. So problemi predvsem v tem, da je financiranje iz javnih sredstev za program, ki ga upravljamo, se pravi pedagoški program, približno tretjina, še celo četrtina sredstev, ki jih v povprečju Evropski skupnosti namenjajo na študenta. Druga stvar je, da moramo to na en način pokriti in seveda to delamo na ta način, da tretjino dobimo javnih sredstev, tretjino iz drugih javnih sredstev, recimo tudi evropski projekti in podobno, eno tretjino pa na trgu. In ta sredstva se seveda tudi zmanjšujejo, ker za tisto drugo tretjino javnih sredstev rabiš tudi finance, da na način lahko konkuriraš zanje. Vemo vsi, kakšni so problemi v zdravstvu, pomanjkanje denarja in to se seveda pozna tudi pri tem, da je ta tržna dejavnost, storitvena dejavnost, ki jo fakulteta upravlja, plačevana v vse manjši meri in vse večjimi zamudami. Poleg tega je pa za zdravstvo pomembno še to, za izobraževanje na področju medicine, da imamo učne bolnišnice in klinični center je bil zgrajen prav zato, da je to podpora medicinski fakulteti izobraževanju in seveda pritiski zaradi pomanjkanja sredstev, pomanjkanja kadra se odražajo tudi po tem, da vse težje zagotavljamo enako kakovost ali pa jo še celo večamo in moram se zahvaliti vsem, ki so zelo požrtvovalni, da to delo opravljajo. Ena stvar je zelo zanimiva, da pred kratkim smo imeli obisk delegacije, se pravi evalvacijo strani Evropske skupnosti, agencije AHGPS, ki je ugotovila, da imamo en resen problem in sicer, da nimamo tako imenovanega biznis plana za 3 do 5 letno obdobje. In ko sem povedal, da običajno šele septembra izvemo, kakšno bo financiranje fakultete za tekoče leto, tega preprosto nismo mogli verjeti. In tukaj je en velik problem, mislim, da je končno treba
narediti to, kar je tudi Ustavno sodišče določilo, da je treba zakonsko določiti financiranje univerz. Zdaj smo pa že pri univerzah, ne? In velik problem je, kakšen odnos je sploh do javnih univerz. In mogoče je zelo poučno to, kar smo videli na Brdu, ko je ministrstvo, ena od vlad, pripeljalo nekaj strokovnjakov ali pa pod narekovaj strokovnjakov iz Evropske skupnosti, ki so predavali v bistvu v smislu, zakaj pa rabite raziskovalne univerze, vse so take pedagoške, da samo malo učite, veliko cenejše, in to je bilo izredno, za moj okus, izredno podcenjevalno. In druga stvar, ki so omenili, je bila pa to, da če učimo se, končno bi lahko uvedli šolnine, dobili druge vire ali pa delali kaj drugega, da bi potem lahko učili. In seveda sem temu tudi na samem srečanju ostro nasprotoval in še zdaj sem enakega mnenja, ker država, če hoče ohraniti razvoj, mora podpirati tako pedagoško kot raziskovalno delo, in dobro pedagoško delo lahko sloni samo na dobrem raziskovalnem delu. Pri univerzi pa tako, če pogledamo Ljubljansko univerzo in samo primer infrastrukturnih centrov, ima celotna univerza, ki ima nekaj tisoč zaposlenih, 16 FTE plačanih iz strani agencije. Medtem ko je ena privatna univerza, ki nima kadra, ima pa kar 3 FTE plačane. In ko je agencija ugotovila, da tole ni tisto, kar bi morali biti, namesto da bi ukinili financiranje in dali tja, kjer je dejansko ena infrastruktura in znanje, so samo zmanjšali na 2 FTE. Seveda tudi univerza ni mogoče v preteklosti bila dovolj pozorna, kaj prestrukturiranje izobraževanja pomeni na finančnem področju. In to se kaže v ogromnem številu programov. Vsi niti niso aktivni. In me veseli, da se zdaj nekaj na tem področju premika. Mislim, da bi univerza morala ugotoviti, kaj so jedrni programi, kaj je jedrno izobraževanje, in na osnovi tega potem dati še dodatno ponudbo. Zdaj, če pa pogledam še financiranje javnih privatnih univerz, ne mi narobe zastopati, nimam čisto nič proti privatni pobudi, lahko je še zelo dobra. V nekaterih državah je tradicija še celo bolj na tem, pri nas ni, sploh za srednjo Evropo to ni pravilo, ampak če privatna univerza koristi javna sredstva, je nenavadno, da lahko posluje po pravu, ki velja za druge pravne osebe, medtem ko pa javna univerza pa mora po javnem pravu poslovati še celo na področjih, ki niso javno financirana. Tako da je kar precej anomalij in mislim, da bi nov visokošolski zakon moral upoštevati realno stanje in narediti vse, da je financiranje redno, dobro in v dobrobit celotne države. Naša akademija je pravzaprav v svojem že skoraj 70-letnem obstoju vse skozi nekako na robu preživetja, to moramo vedeti, ne? Še zdaj po 70 letih, ustanovena je bila leta 1945, delovati je začela leta 1946, nimamo niti enega samega kvadratnega metra lastnih prostorov, se pravi, delujemo v najetih prostorih, delujemo s približno polovico potrebnega pedagoškega kadra. In predvsem, kar je ključno, vsi naši apeli po sistemskem urejanju umetniškega izobraževanja na univerzitetni ravni so pravzaprav pri politikih vse skozi naleteli na gluha ušesa. In to lahko rečem že desetletja in desetletja. Tako da je ta materialni položaj, ki določa potem nujno seveda tudi kakovost izobraževanja in na nek način duha neke skupnosti, bil pravzaprav vse skozi zelo, zelo mizeren. To, kar se je pa začelo dogajati potem z letom 2012, je pa pravzaprav to še nekako za silo plovno barko pa tako preluknalo, da dejansko začela že takrat toniti. Mi smo v tistih nekoliko boljših časih in ko smo upali na to, da bo projekt novogradnje 3 umetniških akademij na Roški v nekem doglednem času končan,
hranili nekaj denarja, zato da bi ga imeli potem za nakup opreme. To je šlo tudi na račun našega dela, kajti takrat v tistih boljših časih tudi akademija ni zaposlovala, pa bi lahko, ampak smo torej ta denar varčevali za opremo, za tehniko in tako naprej, in torej upajoč na boljše čase, ko bomo torej to nekako investirali. In seveda po letu 2012, ko se nam je financiranje zmanjšalo za približno 350 do 400 tisoč evrov, to je tam nekje 12-13% približno letnih prihodkov, smo mi seveda začeli poslovati na letni ravni z minusom. In ta minus, se pravi ta izgubo, primanjkljaj, kakorkoli želite to imenovati, potem pokrivamo s prihranki. Teh prihrankov bo zmanjkalo najkasneje leta 2017, zdaj odvisno od tega, seveda, kakšni bo še dodatni rezi, in od takrat naprej bo akademija v bistvu torej postala nelikvidna, nesolventna, kar pomeni, da svojih obveznosti ne bo mogla več plačevati. Zdaj, če pogledam, kaj to potegne za sabo. Večino našega stroška, to je tam nekje 85%, predstavlja strošek dela, tako zaposlenih kot tudi honorarnih sodelavcev. Ker pri nas vsak zaposlen učitelj opravi dvojno pedagoško obveznost. Vemo, da je akademski standard 6 ur kontaktnih tedensko, da je še plačani, sta še 2 dodatni uri, torej skupaj 8 ur. Pri nas opravi učitelj v povprečju 14 kontaktnih ur tedensko, pri čemer je od 9. do 14. opravi to brezplačno. Ne? Kaj hočem s tem reči? Zato, da bi mi ustvarili nek finančni učinek, bi torej morali zmanjšati obseg dela za več kot polovico, da bi se sploh to kakorkoli poznalo. Ne? Razen, če pač pričakujemo, da bodo ljudje delali, ne vem, 18 ur, pa da bodo plačani za 6 ur. Ne? Torej, mi bi morali obseg naših programov skoraj da prepoloviti, to je prva stvar. In druga stvar, na ta način bi pravzaprav porušili vse, kar se je zadnjih 70 let gradilo. In mislim, da to pomeni nepredstavljivo škodo za vsa področja, za katera izobražujemo, se pravi za gledališče, film, radio in televizijo. In če vzamemo, da so to pravzaprav področja, ki so, če vzamemo gledališče, že tisočletja pravzaprav gradnik skupnosti, če vzamemo na drugi strani nove medije, televizijo, radio in tudi film relativno nov, da so spet to gradniki ene sodobne zavesti, potem si lahko predstavljamo, kako nepopravljivo škodo pravzaprav prinaša družbi, najprej družbi, to izsiljeno prestrukturiranje, ki se zdaj pravzaprav dogaja. In če vzamemo na eni strani, zdaj, če govorim za univerzo, država na letni ravni nam je zmanjšala financiranje iz 178 na približno 158 milijonov evrov, se pravi za 20 milijonov, delček tega torej tudi naša zgodba, se dogaja zdaj pravzaprav eno tiho odmiranje univerze, predvsem tistih področij, ki ne morejo zagotoviti pogojev za izvedbo svoje javne službe iz dodatnih virov, ker torej iz proračuna niso dovolj financirani in zdaj bi torej se morali financirati iz drugih virov, iz trga, iz raziskovanja, iz evropskega denarja, od koderkoli, ni pomembno. In tista področja, in žal je kultura med njimi, ali pa umetnost med njimi, ki torej tega izpada ne morejo nadomestiti, so preprosto obsojena na odmiranje, na ugašanje, na životarjenje. In moram reči kot državljan, da je taka politika škandalozna in da taka politika ni v prid ljudstvu, ki menda tej državi vlada, ne, po svojih poslancih in posrednikih, ampak je dejansko v prid nekomu drugemu, če sploh komu. Mislim, in tukaj vprašanje, ki si ga moramo vsi skupaj postaviti, je pravzaprav ključno naslednje. Ne? Kam Slovenija v prihodnosti želi iti? Ali želi postati podložniška državica, cenene, rutinsko izobražene delovne sile, izvozni bazen za tiste globalne trge delovne sile, ki jo pač potrebujejo, ali želi postati in ostati in postati proaktiven, ustvarjalen prostor, kjer pač ljudje imamo možnosti razviti svoje zmožnosti, svoje potenciale, si krojiti svojo usodo in nekako se premikati naprej. Trendi, ki se zdaj dogajajo, nas vodijo v zajamčeni poraz. In tukaj mislim, da je dolžnost univerze,
da na to upozori. Moram reči, da je bil ta zbor, ki je bil torej 4.2. na Filozofski fakulteti, po moji osebni presoji izjemno pomemben, kajti pokazal je zelo argumentirano in tudi moram reči, da zelo angažirano, kako pravzaprav predstavniki posameznih področij vidimo, v katero smer nas nosi ta skrajno neodgovoren in razdiralen odnos oblasti do visokega šolstva. Nerazumljivo je, da politični odločevalci s tako veliko benevolenco sprejemajo odločitve, ki tej državi prinašajo najprej milijardne dolgove, potem pokrivanje milijardnih dolgov, z popolno ignoranco družbene škode, ki bo nastala, pa sprejemajo odločitve, ki so vezane, v tem primeru zdaj govorim, na položaj visokega šolstva, na položaj kulture in da ne nadaljujem. In mislim, da se bomo kot državljani morali vprašati, kje so meje. Ali smo mi pripravljeni in na nek način zmožni pristati na čisto vse, torej tako rekoč, da sami sebe ukinemo, da ukinemo stroke, oziroma da pristanemo na to, da smo neke vrste uradniki, ki hodijo vsem bolj ali manj samo še po plačo in figurirajo kot učitelji, kot ustvarjalci na posameznih področjih, ali pa pač preprosto izpolnimo svojo dolžnost in družbo opozorimo, tako kot bi jo moral izpolniti vsak, da ji preti velika nevarnost in da je pač čas, da se te nevarnosti ove. Situacija, razmere na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, če jih pogledamo v zadnjih 5 letih, se nam prilivi zmanjšujejo. Pred leti smo imeli prihodke v višini dobrih 14 milijonov evrov, danes so se zmanjšali v lanskem letu 2014 na dobrih 10 milijonov. Upad dveh glavnih financerjev, ministrstva za področje šolstva, približno 200 tisoč evrov na leto, upad 7 milijonov vsako leto za 200 tisoč evrov manj. In drug financer področja raziskav, Agencija za razvojno raziskovalno delo, upad 160 tisoč evrov na leto, začeli smo leta 2009 s 3 milijoni. Tako da upad je bil v zadnjih letih, kot ste slišali, velik na obeh področjih. Delno smo uspeli nadomeščati sredstva s pomočjo raziskovalnih projektov iz Bruslja, bilateralnih in evropskih projektov, vendar smo morali manjše prilive uravnavati z znižanjem stroškov. Na področju materialnih stroškov smo uvedli ustrezne zmanjševanja stroškov, recimo na področju zaposlitev. Zaradi ZUJF-a smo upokojevali pedagoške delavce in jih nismo nadomeščali, šele sedaj začenjamo. Predvsem nam je upadlo število mladih raziskovalcev, zaradi zmanjšanega financiranja agencije. Imeli smo jih recimo včasih 28, tudi preko 30, v zadnjem letu 12, se pravi problem pravzaprav tudi na daljši rok s podmladkom in sploh raziskavami na področju gradbeništva. V preteklih letih smo materialne stroške uspeli pokrivati tudi z delom na trgu, se pravi strokovnim delom. Strokovno delo je bilo pred leti preko 3 milijonov evrov, zaradi problemov v gradbeništvu se je tudi to prepolovilo, zato tudi manjša zaposlenost dopolnilnih sodelavcev iz stroke in raziskovalcev, ker ni bilo dela na tem področju. Kje smo? Smo na, bi rekel, nekem razpotju, ko nekega nadaljnega zmanjševanja sredstev brez bistvenega upada kakovosti ne bomo mogli več prenesti. Se pravi, zmanjšali smo materialne stroške do neke take sprejemljive meje. Zaposlovanje praktično preko skoraj 250 zaposlenih, seveda v različnih pogojih smo znižali na 200. V FTI je to seveda nekoliko manjše, vendar se nam že pojavlja vprašanje, da se populacija stara, tudi to smo pokazali. Torej populacija, recimo delež zaposlenih, ki so starejši kot 50 let, je 32%, včasih je bil, torej nekaj let nazaj je bil 23%. Torej populacija se stara, mladih ne moremo zaposlovati, ker seveda to povečanje stroškov, poznamo tudi zahteve proračuna, za 1% je treba zmanjšati zaposlene v javnem sektorju, tako da tu imamo pravzaprav zvezane roke, kako zagotoviti kakovost,
bi rekel, dvig, internacionalizacijo, večjo vpetost v mednarodni prostor, vse te zahteve, ne, pravzaprav zahtevajo dodatna sredstva. Poučevanje v angleškem jeziku, zaposlitev tujih raziskovalcev ali učiteljev, sporedno izvajanje predmetov v angleškem in v slovenskem jeziku. Tako da, tako na nivoju univerze kot fakultete dodatnega zmanjševanja sredstev za obe področji, tako pedagoškega dela kot raziskav, ne sprejemamo, ker smo mnenja, da v razmerah, kot so v družbi kljub vsemu, smo svoj prispevek z zmanjševanjem lastnih stroškov dali tej državi in da je treba to zadevo ustaviti. Zato mislim, da so zahteve, da se vrnemo na leto 2011, da Univerza v Ljubljani prejme teh nekdanjih 178 milijonov evrov, mislim, da jih znamo kakovostno porabiti. In da je skrajni čas, da država začne varčevati tam, kjer bi res lahko varčevala ali pa bi morala varčevati. Tisto, o čemer bi jaz kot dekan pedagoške fakultete želel govoriti, ni preprosto samo financiranje visokega šolstva, ampak želimo izpostaviti, in to smo naredili z izjavo "Čas je, da ustavimo nadaljnje padanje kakovosti izobraževanja", da se v celoti pač šolski sistem tudi pod to vlado obravnava na neustrezen način. 10 dekanov fakultet, na katerih izobražujemo pedagoške kadre, je pripravilo izjavo, potem ko je ministrica za šolstvo, dr. Stanka Setnikar Cankar, 13. januarja obvestila javnost, da bo ministrstvo ukinilo financiranje cele serije zadev in v bistvu v tej izjavi potem opozarjamo, da je celotni šolski sistem, celotna šolska vertikala pod udarom in javnost smo opozorili, in to še vedno počnemo, da ti ukrepi pomenijo nadaljnje korake resnega zniževanja kakovosti vzgoje in izobraževanja, ki so jo v preteklih letih vlade že večkrat zniževale, in s tem se ponavlja škodljivi vzorec varčevalnih ukrepov preteklih vlad po celotnem šolskem sistemu. V Sloveniji si ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da je ta država dolgoročno odvisna od kakovosti znanja mladih generacij, in ob tem opozarjamo, da danes šola od učiteljev in vseh ostalih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju zahteva zelo raznovrstno znanja, veliko znanja in tudi seveda ustreznega napora pri konkretnem delu z ljudmi, torej učenci, otroki, dijaki in tako naprej. In nadaljevanje takšnega brezglavega varčevalnega, v narekovaju, pristopa, brez resnega premisleka in ne glede na posledice, ki pa se seveda pokažejo šele na dolgi rok, si ta družba po našem mnenju ne more več privoščiti. Zato smo na vseh teh sedaj že 11 fakultetah, ki so potem še dodatno podprle to izjavo, izpostavili, da je skrajni čas, da se ministrstvo vzame čas, da dejansko razmisli o svoji politiki in seveda, da teh ukrepov, ki zmanjšujejo finančna sredstva, ne uvede. Bistveno je torej to, da bi vlada se začela na drugačen način, spoštljivo obnašati do zaposlenih v celotnem vzgojnem izobraževalnem sistemu in da, to je ključna stvar, znanje prepozna kot vrednoto, v katero se ji smiselno zdi vlagati finančna sredstva. Se pravi, gre za dejansko zahtevo po nekem obratu v pristopu do celotnega šolskega sistema, vključno z visokim šolstvom in znanostjo, kjer
si je treba pač jasno postaviti prioritete. Če ne bomo ugotovili, da po tej poti, po kateri sedaj gremo naprej, mislim, da neupravičeno tudi z vidika javnih financ, se Sloveniji v bodoče ne piše dobro. Problem današnje finančne situacije, kolikor jo pač mi lahko presojamo, je precej manj kratkoročni problem. Se pravi, nam se ne zdi ključno, oziroma mislimo, da 10 milijonov ali pa 20 milijonov in s takimi vsotami, s katerimi želijo še nekaj privarčevati znotraj sistema v tem letu, da pač to ni pravi pristop. Tisto, kar pa država mora rešiti, pa so seveda dolgoročne finance, se pravi, finančna situacija te države dejansko na dolgi rok, na 10 let, kjer pač bo treba zagotoviti finančno vzdržnost samo, ob tem se pa treba zavedati, da brez vlaganja v znanje, pač znanja v tej državi ne bo. Popolnoma jasno je, da je visoko šolstvo podfinancirano. Večkrat se govori, da visoko šolstvo lahko uporabi neomejene količine denarja in to je seveda tudi dejstvo. Hkrati pa so dokazi, da je naše visoko šolstvo podfinancirano, če naredimo kakršnokoli mednarodno primerjavo. Zdaj, jaz vidim dva razloga za našo podfinanciranost. Tukaj zdaj govorim o Akademiji za glasbo. In sicer prvi vzrok je v letih med leti 2004 in letom 2011, ko je bilo pri financiranju visokega šolstva uveljavljeno pravilo glavarin, in v tem času je Akademija za glasbo močno zaostala že znotraj univerze za približno 15%, zaradi tega, ker so naši programi majhni in ker niso množični, seveda mi jih tudi nismo širili. Kljub temu se je v tem času delež naših študentov znotraj univerze povečal. Ni se povečalo torej število študentov, ampak samo delež. Torej, to je prvi vzrok v tem načinu deljenja sredstev, ki je v visoko šolstvo uvajalo neke vrste podjetništvo, tekmovanje za študente, kar je prineslo seveda tudi precej negativnih rezultatov. No, drugi pomembnejši vzrok je pa uvedba bolonjske reforme, ki je prinesla dodaten letnik. Na Akademiji za glasbo to pomeni približno 6000 dodatnih ur pouka. Zakaj? Ker imajo naši študentje individualni pouk. Vsak študent ima 3 ure individualnega pouka tedensko in pri enem letniku, to je približno 80-90 študentov, to pač nanese toliko ur. Ne glede na to, da seveda nismo uvedli nobenega novega predmeta oziroma da smo celo število predmetov zmanjšali. Torej, kako je ta dodatni 5. letnik bil financiran, vemo, ni bil dofinanciran, ampak je bil obratno dofinanciran, če se tako izrazim. Torej, sredstva niso bila dodana, ampak so nam bila odzeta. Konec leta 2012 smo doživeli odzetje 10% sredstev, kar nas je postavilo pravzaprav v en izjemno težek položaj. Mi smo se recimo v letu 2013 borili s tem, da nam niso odklopili elektrike, da smo imeli denar v zadnjem hipu za vpisne liste, se pravi res z banalnimi zadevami, da smo sploh lahko študente vpisali. In edina opcija za izhod iz teh finančnih težav je bilo veliko zmanjšanje števila zaposlenih in njihovo redno zaposlenih in njihovo nadomestilo z pogodbenimi delavci. Torej z prekarnimi delavci, ki delajo pedagoško delo, seveda za 3-4krat manjši honorar, kot pa bi ga dobili kot redno zaposleni, kar bi bilo seveda edino pravilno. Zdaj, samo to nam seveda omogoča preživetje in to je, kot sem že večkrat dejal, tudi neke vrste tempirana bomba, neke vrste delovanje na meji zakonitosti. Torej, popolnoma jasno je, da moramo biti dofinancirani.
Zdaj, če naredimo neko mednarodno primerjavo, mi se radi primerjamo z Evropo, če se primerjamo naprimer z Avstrijo, vidimo ne samo, da tam glasbo študira glede na število prebivalcev več, 2-krat ali 3-krat več študentov, ampak imajo seveda tudi popolnoma drugačno razmerje učiteljev napram številu učencev. Že če pogledamo Hrvaško, ki je recimo, lahko rečemo, ekonomsko mogoče to šibkejša od Slovenije, imajo na Glasbeni akademiji v Zagrebu za približno enako število študentov kot mi, 2-krat večje število profesorjev in 3-krat večje število nepedagoških delavcev. To je nekako naš položaj trenutni. Zdaj, kje so rešitve, mi jih vidimo seveda izključno v dodatnem financiranju, ki mora biti pa nekako, oziroma delitev teh finančnih sredstev bi morala biti narejena na osnovi neke analize in se pravi tudi strategije razvoja visokega šolstva, ker smo na Akademiji za glasbo seveda prepričani tudi, da vsi deli visokega šolstva ne rabijo enako denarja, ne, ampak je treba delitev narediti na osnovi resnično tistih potreb, za katere se država odloči. Če povzamem nekaj elementov ali pa nekaj podatkov, ki so seveda, bomo rekli, lahko kar frapantni, glede na to, da se spremlja in tak krčenje oziroma omejevanje sredstev za izvajanje študija konkretno na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, je prva stvar, kar nas najbolj preseneti oziroma kar nas takoj zbode v oči, je to, da z uvedbo bolonjske reforme oziroma študija 5 letnikov 3+2 je seveda, da je kar naenkrat 20% več študentov, kot smo jih imeli recimo 2010. Ne? To je ena taka zadeva. Zdaj, kaj to za sabo pomeni? Nič narobe, super, več nas je. Rajš se imamo, ali ne vem, ne? Močnejši smo. Ne, je zato, da seveda to pomeni, da se postavlja vprašanje in kadra, se postavlja vprašanje seveda tudi financ. Finance so pa seveda tisto, kar ne spremlja tega dviga oziroma povečanja ambicij, ki jih je bolonjska reforma vzpostavila. Avtomatično to pomeni krčenje ne samo izvajanja, ampak bi to pomenilo tudi krčenje kakovosti. In to je najhujše opozorilo, ki ga nas ob takih rezih in ob takih razmišljanjih, ki jih imamo dekani skupaj, nas najbolj dosega. Prihodek, ne? To je spet podatek, prihodek je pa v 2014 7% nižji od tistega. Če imamo 20 več, 7 manj, kje smo, ne? Hitro začnemo računati. Tako da jaz smatram, da so to ene težke situacije, kjer ne moramo več res garantirati tega, kar bi po nekem naši obvezi imamo, se pravi, kakovostno izobraževati na naših področjih. Res, da vsa področja, vsaka smer, vsak študij ima svoje specifike. Mislim, da akademije definitivno lahko uvrščamo, tako seveda posebej še tudi Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, v specifike, ki jih ta prostor mora akceptirati. In jih do sedaj ali pa v neki maniri tudi kulture, prostora, širšega območja ima. Kaj nas v taki situaciji, seveda ne moramo biti pri miru, biti križem rok, seveda imamo pogled zaradi te podfinanciranosti, imamo pogled iz iskanja financ iz drugih virov, kar pomeni se obračati na trg. Pomeni na trgu delovati kot državna inštitucija oziroma kot neka javna šola, je spet
nekaj, kar je tenko, da rečem temu to. Da rečem po nekem takem izrazu. Naprej, ali smo pripravljeni za trg, ali mi lahko, ne, to je eno, ali smo mi pripravljeni. Trg ima svoje zakonitosti. Mi kot pedagogi, ki smo habilitirani po naših uspešnih umetniških delovanjih, načrtovalskih, mi na trgu smo, odkar smo začeli delovati. Torej, bom rekel, kot samostojne osebe, kot samostojni akteri. Tako da poznamo pravila trga, ampak ta trg zahteva drugačen način delovanja kot pa sistem izobraževanja, ki smo se ga zavezali za neko javno šolo. Ne? Tako da so to stvari, ki ne grejo. Tako da, če se vrnem nazaj na številke, smo spet v neki situaciji, da imamo zaradi zmanjševanja zaposlenih, ne, morate vedeti, da 12% imamo še ta udarc. Če smo prej govorili 20% več študentov, 7% manj prihodka, med 2010 in 2014 in 12% imamo manj zaposlenih, ker je seveda pritisk takšen in nimamo možnosti vsaj dopolnjevati tiste, ki odhajajo starostno ali zaradi česarkoli drugega ven iz akademije. Smo v situaciji, da lahko rečemo da se je pravzaprav povečal strošek za material in storitve za 53%, ne, s tem povečanjem števila zunanjih, ker pomeni, da imamo povečanje števila zunanjih izvajalcev in oni nosijo de facto tisto, kar je manjko v samih vrstah med pedagogi redno zaposlenimi. Tako da je to eno kolesje, bomo rekel, ena kepa, ki ne smem reči leti po hribu dol, ampak se nekako premika in se nabira. In seveda jaz sem zelo naravnan, zelo optimistično. Jaz ne smatram, da moramo zadevo zakleniti ali pa karkoli, ampak moramo dati državi, da moramo dati okolju vedeti, da tako ne gre. In tle rešitve so, mislim, da jih univerza tudi ima, ampak ni pa vse v rokah univerze in posameznih članic. Tako da jaz na ta način najbolj vidim zadevo. Tako da sporočilo državni administraciji ali pa karkoli je A4 format ne bo. Ne? To je nek poligon, v katerega se vsi razumemo. Ne? Se pravi, je to nek list takole, bo najverjetneje postal A4 tak, oziroma ne vem kakšen, še manjši, ampak ta več ne bo pasal v nobene kuverte, v nobene printerje, v nobene kode standardov in to ni v redu. In če to prenesem na rezultate našega izobraževanja, pomeni, da bo padla kakovost, bo padel format in s tem se ne moramo soočati. Tako da tle smo. En od problemov v zvezi z predlaganim novim zakonom, ki je bil pred par leti za visoko šolstvo, pa še ni prišel skozi, pa zgleda, da se to spet pojavlja ponovno, je problem šolnin. Na prvi pogled izgleda, da če so šolnine, je to ugodno, da stimulira študente, da bolj resno študirajo. Potem zgleda ugodno, če pogledamo Anglijo kot ena od uspešnih svetilnikov v sedanjem svetu, so pred par leti upeljali šolnine oziroma so jih imeli, potem so jih po vsakih par let povečali, zdaj gre že do skoraj 8-9 tisoč funtov in so zelo zadovoljni s tem. In problem je v tem, da volivci v tem anglosaksonskem svetu pričakujejo, da tisti, ki hoče študirati, ne investira in si sam plača. No in zdaj težava je v tem, da so pa Nemci tudi to prevzeli. Pred par leti so dobili veselje nad šolninami in so jih upeljali. Tam je bila to bolj vpisnina, 500 evrov, 1000 evrov. No in zdaj lani, pa predlani so pa začeli ukinjati. Tako da zdaj Nemci trenutno nimajo več šolnin.
Po drugi strani pa se pri nas nekateri ravno nekako so se začeli ogrevati za šolnine. In zdaj mene recimo v zvezi s šolninami skrbi to, da nekateri še vedno živijo v prepričanju, da je to nekaj dobrega, rečejo, pogledajte, na Zahodu hodijo na šolnine, na sistem šolnin, dajmo tudi mi. No, tukaj bi rad opozoril, da je to zelo velika past in predvsem bi morali gledati, kaj dela naša okolica, se pravi Avstrijci, Nemci. Če so oni to ukinili, so najbolj zelo dobro premislili, zakaj so ukinili. No, zdaj, če pogledamo naprej, kako se to Nemcem in Avstrijcem splača. Recimo na področju naravoslovja, Mariborska univerza ima, kakor mi kolegi pravijo, zmanjšan vpis, zato ker jim direktno bežijo v Graz študenti, pa ni nujno, da je tudi boljše tam, ampak nekako bolj je morda zanimivo, ker je nekaj novega. Novo je to, da je brez šolnin, dobijo celo neke štipendije, velikih beži na Dunaj, tudi ni šolnin več, ni vpisnin, tudi se da dobiti šolnine za vzhodno Evropo, sploh pa tudi v Nemčijo. To nasplošno opažamo, da jih veliko gre študirati, posebej za drugo stopnjo, v München. In spet je vprašanje, ali je res boljši študij, zelo masovno je, kakor slišim, ampak seveda za mlade je to izziv, je nekaj novega, ampak če pogledamo spet, kaj se dogaja, mi mladim ne ponudimo nekih štipendij, praktično jim ne moramo dajati za drugo stopnjo. Fakulteta, recimo smo razmišljali, da bi najbolj nadarjenim dajali kakšne majhne štipendije, se izkaže, da univerza ne more biti štipendist kot neka firma. Torej, bežijo nam v Nemčijo in Avstrijo, pa tudi drugam. In to je eno poglavje, ki recimo nas v naravoslovju zelo muči, zaradi tega, ker se hkrati pojavlja s tem pojavljanjem ideje za šolnine. Mogoče je treba še se spomniti, kot sem že pred kratkim nekje govoril, da so že med drugo svetovno vojno ob okupaciji vzhodne Evrope, posebej Poljske, imeli Nemci nek svoj memorandum, Himmlerjev memorandum, kjer so predvideli relativno nizko izobrazbo za vzhod, za tiste, ki pa bodo nadarjeni in rasno čisti, grejo pa lahko pač takrat v Nemčijo in bodo tam se dobro izšolali in bodo tam tudi ostali. Zdaj tukaj ne gre samo za Nemčijo, gre pa za vso razvito zahodno Evropo, ki v okviru te naše nove bolonske sheme 3+2, kakor imamo recimo na matematiki in fiziki, ki je popolnoma kompatibilna z večino univerz v Evropi, in po tem sistemu je dejansko vse tako napeljano, da naše ta dobre z veliko lahkoto lahko preberejo, pogledajo, kateri so dobri in jih pri sebi šolajo naprej in zaposlijo. In mislim, da je to za Slovenijo nepopravljiva škoda. Se pravi, kaj bi morali narediti? Morali bi omogočiti štipendije za najboljše študente, ne samo za nekako socialno ogrožene, ampak za tiste, ki jih na vsak način želimo obdržati. In to že za drugo stopnjo in pa za tretjo stopnjo, se pravi za doktorate, bi morali na nek način omogočiti, da pri nas študirajo, oziroma omogočiti nek sistem povratništva. To pomeni, da tudi če gre ven, kar je dobro, da vidi nekaj tujega, da se pač razširi obzorje, ampak da jim nekako omogočimo, da nazaj pridejo, da vse to šolanje in svojo energijo, ki jo vložijo v to, posebej ta sposobni, nekako prinesejo nazaj. To bi bilo moje sporočilo. Se pravi, poskrbeti, da nam kadri ne bi uhajali in da se ne bi star Himmlerjev načrt iz leta 40 dejansko zdaj v novi obliki izpolnjeval. Na fakulteti za elektrotehniko smo seveda v vseh teh letih zelo intenzivno spremljali, kaj se dogaja. Bili smo priče vedno novim zmanjševanjem sredstev za visoko šolstvo. Poskušali smo se seveda non-stop prilagajati, znani smo potem, da smo pragmatični, da smo potrpežljivi, konstruktivni, ampak seveda vsaka zgodba se nekje more končati. Enostavno, če pogledamo po sprejetju cele množice različnih ukrepov za zmanjševanje stroškov, po redukciji ciklov za izvedbo laboratorijskih vaj, kar seveda posledično pomeni manjšo kakovost izvedbe študijskega procesa, smo potem prišli tudi do drastičnega zmanjšanja števila vpisnih mest. Enostavno se ta zgodba nadaljuje in če ne bi fakulteta imela izredno močno raziskovalno dejavnost, ki presega po
proračunu že del sredstev za pedagoški proces. Se pravi, brez tega seveda bi tudi mi imeli že finančne težave. Dejstvo je, da recimo iz režije od industrijskih projektov že danes delno pokrivamo stroške vzdrževanja hiše in pa tekočega obratovanja. Pokrivamo stroške elektrike, ogrevanja in tako dalje. Torej, brez tega dodatnega vira enostavno bi bili tudi najbrž mi že kot fakulteta oziroma članica na Univerze v Ljubljani na listi tistih, ki imajo težave. Omenil sem prej to drastično zmanjšanje vpisnih številk. Mi smo dejansko prišli pri našem paradnem univerzitetnem programu elektrotehnike iz vpisne številke 300 pred nekaj leti na 150 vpisnih mest, kar imamo danes. Če pogledamo to drastično zmanjšanje, seveda je najbrž to razlog za skrb. Ne bom rekel, da je to posledica samo varčevalnih ukrepov, gre tudi za splošno pomanjkanje interesa ali pa zmanjševanja interesa pri mladih za študij elektrotehnike, lahko bi rekli tudi za študij tehnike na splošno. In že zadnjič sem omenil, da je najbrž to začetek trenda izumiranja tehniške inteligence v Sloveniji. Zanima me, koga skrbi v tej državi, kdo sploh spremlja, kakšno je stanje na trgu dela v Sloveniji. Potem druga pomembna stvar, ki smo zaznali, seveda v teh zadnjih mesecih, je tudi ta negativna selekcija, negativni pristop pri zagotavljanju teh dodatnih sredstev. Predvsem v mislih izdatke, ki izhajajo zaradi nekih napačnih odločitev na strani države v preteklosti, ne pa zaradi napačnih odločitev vodstev fakultet, konkretno odprava plačnih nesorazmerij. Zelo jasno je danes nakazano, da če si v rdečih številkah, potem seveda mogoče boš še nekaj dobil na ta račun, če si pa še pozitiven, pa nekdo pričakuje, da bomo te dodatne izdatke pokrivali iz prihrankov, ki so pa vsaj v našem primeru primarno namenjeni za pokrivanje oziroma za nakup nove raziskovalne opreme. Se pravi, to je načeloma enako, kot da nekdo, ki je že pod vodo, dobi neko rešilno slamico, da še dvakrat vdahne, mi, ki smo nad vodo, bomo dobili pa dodaten kamen okoli vratu in se potem vsi v naslednjem koraku znajdemo na dnu, utopljeni in pa seveda se sprašujem, kaj je končni cilj takega početja. Ta skrb je seveda vsak dan večja, zato sem tudi zadnjič nekoliko provokativno predlagal rektorju univerze, naj prodaja eno fakulteto. Jaz sem rekel, da je naša fakulteta mogoče najbolj primerna. Še vedno smo pozitivni, še vedno poslujemo stabilno, na raziskovalnem področju smo zelo uspešni in zakaj ne bi prodali tako eno fakulteto znotraj univerze. Ta sredstva, ki bi jih pridobili, prepričan sem, da bi dobili tudi dobro ceno, za to fakulteto univerza bi se pa mogoče rešila za kakšno leto ali dve. Po drugi strani nam najboljši diplomanti odhajajo v tujino, interes mladih upada in se dejansko sprašujemo, kdo nas sploh še potrebuje v tej družbi. In pol še nadaljnji korak, glede na naše dobro sodelovanje s Telekomom v preteklosti, tudi danes, sem predlagal, naj nas kar prodajo kot nek velik paket skupaj z Telekomom. Torej, če povzamem, še enkrat pozivam naše odgovorne, da razmislijo, kaj počnemo, kam gremo, kaj želimo doseči in dejansko si ne bi želel, da bi na koncu te velike operacije zmanjševanja proračunskega primanjkljaja na koncu ugotovili, da smo bili uspešni, večina pacientov je pa umrla.